Helena Šuklje, lepo vas pozdravljam in vam čestitam za vašo pripovedno zbirko z naslovom Bližina na recept. Dober dan, hvala za vabilo. Z veseljem. To je vaša pripovedna prvenka in bi vas vprašal, ali ste njen izid praznovali. Smo praznovali in to izrekam v množini, ker se mi zdijo praznovanja dragocena in pomembna, v smislu tudi, da je to nek lep ritual, ki ga lahko deliš z svojimi, ki jih imaš rad. Tako da praznovali smo tisti prvi dan, ko je knjiga prišla na založbo, ko me je urednik Urban Vovk poklical in rekel: Helena, knjiga je tukaj. Tako da jaz sem šla na kolo, sem spakirala 2 steklenici hladnega šampanjca in sem šla na založbo. In to je bil potem tudi dan, ko smo potem z mojo družino, z mojimi fanti in z bližnjimi šli na eno lepo kosilo v Trnovo. Knjigo ste sklenili z zahvalami in med drugim omenjate tudi Urbana Vovka. Kako je potekalo vajino sodelovanje? Zelo lepo je potekalo najino sodelovanje. Izredno sem hvaležna, da sem imela tako krasnega urednika. Urban Vovk je resnično človek, ki da avtorju, posebno še avtorju, kot sem jaz, vendarle na začetku poti, en občutek varnosti. Hkrati je izredno pozoren bralec in se posveti resnično vsaki strani, ki jo avtor napiše, in potem ima tudi konstruktivne pripombe. Sva pa imela eno tako zelo lepo razmerje v smislu, da on je svetoval v nekih delih kakšne popravke ali pa je tudi kakšne dele zelo pohvalil, to mi je bilo tudi dragoceno. Hkrati pa nisem vsega sprejela, kar je on predlagal, in to je bilo čisto v redu. In zelo lep stavek, ki sem si ga zapomnila in ga bom tukaj z veseljem povedala, je, ko je rekel: veš, Helena, urednik ni zakonodajno telo, urednik je posvetovalno telo. Vaša prvenka je šla pri založbi Beletrina. V založbi smo v zadnjih tednih kar nekaj brali v slovenskih medijih. Kako ste sodelovali z založbo? Ste dobili honorar? Založbo sem zelo lepo sodelovala. Torej, čas nastajanja knjige, od rokopisa, ki sem ga oddala, sodelovanje z Urbanom, potem sodelovanje tudi z drugimi ekipami, se pravi z Matejo Arneš, ki je lektorirala tekst na koncu in vodila v zadnji špici intenzivni vse stvari, z oblikovalko Tanjo Semjon, ki sem ji izredno hvaležna za to prefinjeno opremo, ki jo je naredila s knjigo. To je bil zelo lep čas. Mogoče je bil to tudi čas, še preden so se zdajle te težke stvari z založbo razkrile, tako da jaz želim Beletrini, da bo dobro zvozila to prehodno obdobje. Omenili ste opremo knjige. Kaj vam je všeč pri njej? Ja, oprema se mi zdi, da je ujela duha knjige. Ni pa bila takoj na začetku taka, kot jo vidimo danes. Prva varianta, ki jo je oblikovalka predlagala, je bila zelo drugačna. In nekako je bila zelo zanimiva, tudi drzna, pa vendar je preveč se naslonila samo na eno zgodbo iz knjige. In nekako se nam je zdelo, da bi bilo boljše iskati v drugi smeri, tako da smo v enem trenutku čisto obrnili situacijo in ta kontrast, ki ga zdaj vidimo med komplementarnost, med zunanjim modrim ovitkom in to žarečo oranžno sredino, se mi zdi, da tako dobro prinese enega duha knjige. Tako, nekako napoveduje duha vaših zgodb, ne? Govori o neki napetosti med to modrino, nežnostjo, milino mogoče
in neko energijo, ki je mogoče nekoliko skrita. Ne? Upam, da ja. Še besedo dve o naslovu knjige. Bližina na recept. Ja, ta naslov je zagotovo provokativen. Z Urbanom Volkom, ko je pač bila knjiga v katalogu knjižnih izdaj 2025 napovedana, sva morala pač decembra leta 2024 en naslov si izbrati oziroma do njega priti. Tako da jaz mislim, da sem napisala enih 50 predlogov in sem mu jih poslala. In se spomnim, kako mi je napisal potem nazaj: Helena, imam vsaj 3 favorite. Tako da sva potem med temi 3 se odločila. In pač ja, naslov želi v bralcu oziroma v potencialnem bralcu, v nekom, ki se šele odloča, bo knjigo vzel v roke, po eni strani zbuditi eno radovednost, po drugi strani pa tudi malo nakazati, zakaj v knjigi gre. To se pravi, po eni strani iščemo tukaj odgovore, kaj danes pomeni bližina, pa ne gre tukaj zdaj samo za bližino med 2 človekoma ali pa med moškim in žensko, še zdaleč ne. Jaz razumem bližine zelo široko, v končni fazi tudi v odnosu do tega, kar počnemo, do svojega odnosa, do okolja, do dela, ki ga opravljamo. Tako da na recept pa morda tudi majčkeno aludira na mojo osnovno izobrazbo. Zdaj predstavili ste nam mesto, vlogo bližine v vaši knjigi in vendar, če ostaneva še pri tej temi, kako živi, kako utripa, kako valovi bližina v vaših zgodbah? Upam, da valovi, upam, da se pretaka skupaj z dihanjem teh zgodb. Jaz pišem zelo počasi in zelo veliko se ukvarjam z po eni strani strukturo same pripovedi, same zgodbe, po drugi strani pa tudi strukturo povedi, stavkov, tudi veliko se vračam, ogromno črtam, ogromno prestavljam stvari, tako da si želim, da bralec čuti, ko bere tekst, kot da gre z enim valom. In tudi del tega se mi zdi, da je oblikovalka Tanja Semjon uspela pričarati z opremo in na ovitku knjige. Se strinjam s tem vašim občutkom, nekatere vaše daljše zgodbe dobesedno valovijo. Si vzamete čas in razvijate nek motiv, neko temo iz odstavka v odstavek. In z bližino v naslovu nisem imel nobenih zadreg, pomislekov, ampak ta na recept me je pa nekoliko zmotil, ne? Ker sem nekako razumel ta na recept kot neke vrste ironijo, kot neke vrste, kot da bi sami želeli spodnesti to bližino v naslovu. Lahko tudi tako razumemo. Jaz mislim, da ta naslov res ponuja vrsto razlag, vrsto interpretacij, tako da to bi lahko bila ena od. Okay. Prej ste omenili svoj poklic in z tega razdelka zahvale sem lahko razbral, da igrate več življenjskih vlog. Poklic je ena izmed njih. Zdaj ste pa napisali knjigo. In me zanima, kje in kako ste našli čas, voljo, da ste jo napisali. Z veliko discipline in bom malo slikovit izraz uporabila, čas sem si dobesedno odtrgala z zobmi. Jaz nisem jutranji človek, tako da veliko delam po noči in čas je šel morda tudi na račun spanca, ampak mi ni žal. Pred snemanjem sva se pogovarjala še o neki dilemi, o neki oznaki. Kdaj postane oseba pisatelj, pisateljica? Kako se vi počutite? Kar težko vprašanje, oziroma
sama sebi reči pisateljica po eni izdani knjigi se mi zdi nekoliko pretenciozno. Tako da jaz si želim, da bo še kaj nastalo, ideje so, ampak dajmo čas v čas. Držim pesti, da vam uspe. Hvala. Kdo so junakinje, junaki vaših zgodb? To so zelo ljudje, ki jih poznamo, naši bližnji, naši znanci, ljudje današnjega časa. Zgodbe so sodobne, umeščene v tukaj in zdaj, tudi na ozadju enega aktualnega družbenega dogajanja. Jaz pišem iz perspektive, torej želim si, da bralca potegnem v zgodbo na način, da ima občutek, kot da vstopi v glavo te glavne protagonistke ali protagonista v zgodbi. Ne? Tako da se najlepše mi je, če mi bralci rečejo, da so se identificirali z nekim likom iz zgodbe. Bi nam prosim prebrali kratek odlomek iz kateri izmed svojih zgodb? Lahko preberem odlomek iz zgodbe Kazanova. Aleksander Korenski, Straight to the Great, je bilo njegovo vodilo. Mislil je korensko, čutil je korensko in deloval je korensko. Verižni zapeljivec, Kazanova, kot so mu nekateri, pravzaprav nekatere med seboj rekle. Seveda mu je prišlo na uho in ni mu bilo čisto neljubo. Lija ga je imela dobro prebranega. Avto si je kupil tako, kot si je kupoval nove čevlje, in to je počel pogosto. Šel je v trgovino, pomeril, odnesel. Ni izgubljal časa za raziskavo trga, s primerjavo cen ali niti slučajno s čakanjem na akcijske ponudbe. Vedel je, kaj hoče. To je bilo dovolj. Vsaj tak je bil eden od internih mitov. Kazanova je šel v salon, skeširal in odpeljal Porscheja 911. Menda naj bi kakšno zgodbico razširil tudi sam, a to se Liji ni zdelo preveč verjetno. Preziral je slab okus, še bolj pa samo promocijo. V resnici je ni potreboval. Aleksander vsekakor ni bil tip novodobnih idolov, kot kakšen Timotej Chalamet s svojo deško postavo, trikotnimi potezami in tožno povešenimi očmi, čeprav so bili njegovi lasje enako gosti in valoviti. Imel je rahlo preklano brado z jamico na sredi, to pa mu je dajalo pritih nekoliko minulih časov, kot bi nadaljeval linijo legend zlate dobe Hollywooda. Kirk Douglas ali Robert Mitchum in malo kasneje Paul Newman. Z njim so mu bile skupne intenzivno modre, zelo prodorne oči. Njegov nos je bil nekje na pol poti med klasično grškim in nekoliko močnejšim rimskim, z lepo skladno padajočo linijo. Morda je imel iz domačega bazena alfa samcev preteklega stoletja sporednico z igralcem Bertem Sotlarjem ali s Cavazzo, najstarejšim seveda. Helena Šoklje, hvala vam za občuteno branje. Ta odlomek, ki ste ga prebrali, je zelo zanimiv. Prvi odstavek, domnevam, da gre za odstavek, nekako pritrjuje temu, kar ste dejali pred branjem. Poskušate spremljati junaka nekako od blizu, naj ima bralec, bralka nekako občutek, da je v njegovi glavi. Ampak potem pa sledi neke vrste negativna primerjava. In vi si privoščite odstavek, kjer analizirate igralce, njihove detajle iz klasičnega Hollywooda, iz sodobnega filma, starejše slovenske igralce in tako dalje. In me ta hip skoraj bolj zanima ta vaša zastrnitev, ta užitek v pisanju. Zakaj si privoščite tako dolg odstavek in predvsem kako uživate, ko pišete tak odstavek? Ja, hvala za to vprašanje. Uživam v takih eskapadah, v taki zastrnitvi, ko ste rekli, in
tudi z namenom, da pravzaprav bralcev nekoliko spodmaknem tla. Jaz pišem, tudi rada berem, torej literaturo, ki ne teče linearno, ker tudi življenje, čeprav se dogaja od rojstva do smrti, v resnici ne teče linearno. In na tak način se mi zdi, da lahko eno zračnost pripeljem v pripoved, da se sekvence pač dogajajo nelinearno, razdrobljeno na nek način in ja, privoščim si zastranitve, zato da bralcu dam neke bombončke, s katerimi potem lahko dobi neka oprijemališča in jih poseli z svojimi občutji. To se mi zdi v literaturi pomembno. Identifikacija. V zgodbi z naslovom Kazanova, iz nje ste prebrali odlomek, izvemo kot bralci tudi marsikaj o nekem zdravilu, ne bom ga imenoval. Vi ste tukaj zelo konkretni, zelo podrobni, pišete o stranskih učinkih, pišete o tem, kako to zdravilo učinkuje, uživa ga vaš Aleksander. In me zanima te podrobnosti, kakšno vlogo naj bi odigrale? Se mi zdi, da ni veliko literature, ki bi imela tudi take pasuse, ker sem sama farmacevtka po izobrazbi, sem si lahko nekako suvereno privoščila tudi take dele. Seveda tudi vedno pri drugih stvarih pazim, da so stvari verodostojne in zelo dobro naštudiram tudi polja, ki jih morda ne poznam poklicno, ker se mi zdi, da literatura mora pač biti zelo verodostojna. Noben strokovnjak ti ne sme reči, tole pa ni tako, ne, to pa nisi dobro napisal. Ampak ja, meni veliko stvari v družbi vznemirja in vznemirjajo me tudi seveda določene stvari v farmacevtski branži, v svetu zdravil, tudi v odnosu družbe do tega in konkretno to zdravilo, ki tudi nastopi v zgodbi Kazanova in ga potem Aleksander se zateče k njemu, ne? Ker to je eno zdravilo, ki je danes zelo razvpito, je pravzaprav neke družbeno-kritične plasti teh zgodb želi vnesti. Če ostaneva še pri tej temi, ne? To je na področju farmacije. To je nekako vaše domače polje, bi rekel. Ampak vi lahko napišete tudi odstavke, kritične odstavke, podrobne odstavke o kakšni drugi tematiki, ki ni vaše domače polje, naprimer o vila blokih. Kaj vas vznemirja pri takem pojavu in zakaj ste tako natančni v tistih trenutkih, ko pišete o, naprimer, vila blokih ali o podobnih družbenih tematikah? Jaz mislim, da literatura in umetnost nasploh ima tudi to poslanstvo, da ne rečem dolžnost, no, da se odziva na aktualne družbene situacije. In kdor zmore, naj tudi to govori in ta knjiga seveda želi se odzivati, čeprav jaz mislim, da literatura ne sme imeti samo družbene kritike v prvem planu. Jaz verjamem, da mora pač biti v prvem planu literarnost. Kritika kot taka je domena drugih zvrsti, morda esejistike ali pa nekih znanstvenih razprav. Verjamem pa, da umetnost in z njo literatura lahko z pravo mero zelo močne uvide pri ljudeh povzroči. In zato sem pač v večjih zgodbah se lotila problematik, ki se mi zdi, da so zelo
neustrezne danes in ena od njih so vila bloki v Rožni dolini in ta pravzaprav lahkotnost rušenja nečesa, kar je bilo, in brezbrižnost do generacij za nami in do generacij, ki prihajajo, ne. Namreč, ko ti nekaj postaviš, neko arhitekturo v prostor, to ima vpliv daljnosežen. In vila bloki so en izziv, ki se mi je zdel, da ponuja možnost, sem pa seveda zelo na literaren način se lotila tega. Se strinjam z vami. Zdaj ste nekako odgovorili na moje neizrečeno vprašanje, kje je meja med premalo in preveč kritičnosti. Uporabili ste pa tudi besedo literarnost. In vaša pripoved je lahko zelo estetizirana. Dovolite mi, naj preberem kratek odlomek iz neke vaše zgodbe. Ognjeni srp še ni prerezal obzornice in sulica svetlobe še ni zadela platnic beležnice, ki je ležala zapuščena na obali. To je zdaj zelo slikovit opis, vizualno bogat, jezikovno razgiban nekega fizikalnega pojava. Kako ste se kot avtorica odločili, da boste pisali o sončnem vzhodu, naprimer na ta način? To ste prebrali odlomek iz zgodbe, ki stoji na začetku zbirke. Ta zgodba je z namenom umeščena na prvo mesto in skoraj da ni zgodba, je bolj kot neka impresija, kot morda pesem v prozi in povabi bralca, da se oglasi s knjigo na isto valovno dolžino. Tudi neka besedna igra je tukaj z beležnico. Začela sem pa z opisom morja oziroma jutra na morski obali, na tej meji med nočjo in dnevom, ko se mi zdi tudi, da je človeški zelo odprt za te skrivnosti, ki se pretakajo med nezavednim in tem, kar potem se nam zgodi, ko se prebudimo in ko moramo se soočiti z vsakdanom. Literarna veda pogosto omenja, da imajo kratke zgodbe praviloma nek konec, ki je nekoliko presenetljiv. Kako je s konci v vaših zgodbah? Sprašujem zato, ker ti vaši valovi pripovedi pravzaprav napovedujejo ta konec in bralec, ki bere vaše zgodbe, lahko zelo hitro dobi občutek, v katero smer se bo lahko obrnila zgodba. In ti konci vaši so lahko nekoliko paradoksalni. Po eni strani so neke vrste presenečenje in hkrati niso. Pa me zanima, kako vi pišete, snujete konce zgodb. Zelo se posvečam temu, kako zaključim zgodbo, seveda kot tudi drugim stvarem. Meni je zelo pomembno tudi, kako se zgodba začne, ne? Torej da staknem konec z začetkom in zato mi je ljuba tudi tehnika ali pa pristop literarni, mislim, da se reče foreshadowing, se pravi to napovedovanje ali pa nek drobec, ki ga avtor bralcu na začetku ponudi. Uvodni ton. Uvodni ton. In potem šele skozi potek zgodbe, zaključno poanto, se morda razkrije celotna slika, tako ko bi gledali neko impresionistično sliko, če smo preblizu, ne vidimo, ko se malo oddaljimo, potem uzremo celoto. In upam, da so ti konci nekaj takega. Ta vaš zadnji odgovor priča o tem, da premišljujete o svojem ustvarjanju, da premišljujete o svojih zgodbah, da stvari ne prepuščate naključje. In del tega preudarka, te refleksije, te zavestne
ustvarjalne energije so verjetno tudi ti vaši premisleki o umetnosti. Bodi si citati, bodi si kratke refleksije, pa me zanima po vašem mnenju, kakšno vlogo odigrajo. Meni se zdi dragoceno, da neko delo komunicira tudi z drugimi deli. Tako da se mi zdi ta medbesedilnost pomembna in ja, zgodbe sicer se lahko berejo na različne načine, več možnih branje. Nekdo lahko sledi samo goli zgodbenosti, ampak s tem pač doživi samo en del tega, kar se mi zdi, da je možno. Tako da z citati literarnih del, z vpletanjem referenc na glasbo, z vpletanjem arhitekture v te zgodbe in tudi slikarskih del sem pač želela bralcu dati eno širšo sliko, ene oprimke, ki jih potem lahko umesti tudi po svoje, če želi. Da bralec ne vstopi zgolj v reko, ampak tudi mogoče v morje. Ne? Tako, ja. Hvala. Vseeno, vi navajate na primer citate Shakespearea, za primer. Ja. In to so lahko znani citati, ampak vi vseeno potem v pombi navedete, to je prevod tega in tega Otona Župančiča, ne Milana Jesiha, na primer. Pa me zanima, zakaj ti navedki, zakaj jih pojasnjujete, kot da bi podcenjevali bralko, bralca. To pa je čist bila pač uredniška odločitev, da pač citate tudi navedemo z avtorstvom. Vaša zbirka vsebuje vrsto odličnih zgodb. Ena izmed teh zgodb je tudi zgodba z naslovom Senca. O kom pripoveduje ta zgodba? Ta zgodba se navdihuje pri Plečnikovi učenki, prvi Plečnikovi diplomantki Gizeli Šuklje in njeni poti v Pariz, ko je dobila leta 1933 štipendijo. To je zgodba o njeni človeški ustvarjalni usodi. Tako. In v nekem hipu zapišete: ni mogla pokazati točke, dneva ali leta, ni mogla razkriti ne dogodka, ni človeka in reči, ta je bil, tam se je zgodilo. Te priložnosti ni bilo nikoli, poslovila sem se od mladostnih upov in idej, tam se je začela polmaračna pokrajina. In vi kot avtorica se tukaj ustavite. Kot bralec nikoli ne zvem, kaj se je zgodilo z vašo junakinjo, zakaj se je ustavila. Vi nekako to zamolčite, izpustite. Zakaj? Ravno zaradi tega, da pač pustim bralcu, da začuti to junakinjo in da mu ne ponudim nobene rešitve na krožniku. Nobenega recepta. Nobenega recepta. Se mi zdi pomembno, da to bralec si odgovori sam. Se strinjam z vami. Pisateljica Helena Šuklje, hvala za vašo pripovedno zbirko Bližina na recept in hvala za pogovor. Najlepša hvala tudi vam za povabilo.